Torej, simbol zlate hruške prepoznate, videvate jo vse povsod. Torej, kako rastejo? Naj povem še kot izhodišče naslednje, da smo promocijo zlate hruške, ki seveda izhaja iz priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, zasnovali z ilustratorjem, ki je prepoznaven v slovenskem prostoru, Damjanom Stepančičem. In kot vidite na tej predstavitvi, kje rastejo, seveda niso zrasle kar čez noč, kar tako mimogrede, ampak so potrebovale bogato tradicijo, ki smo jo našli v slovenskem knjižničarstvu, sploh pa v svojih koreninah. Navsezadnje mladinsko knjižničarstvo je praznovalo pred par leti 70-letnico svojega obstoja. Našli smo jo v priporočilih, ki so jih dajale naše bibliotekarske predhodnice že pred 49 leti in ki so bila objavljena tudi v reviji Otrok in knjiga, ki jo izdajate v Mariborski knjižnici in kjer združujemo svoje znanje in kreativne moči. Moram reči, da naš priročnik, če pogledamo res na samostojno publikacijo, ki jo izdajamo, je star dobrih 20 let. Seveda pa je ta tradicija na nekaj desetletij podlage, kot sem omenila, 49 let. Enako kot je tudi sezona naših izobraževalnih srečanj, strokovnih sred, ki upam, da bodo tekla tudi to sezono. Predhodnice so bile pa seveda še v mlinčku prostega časa, v priporočilnih seznamih, ki moram omeniti tistega, ki je daljši in je izšel v šolski knjižnici, ki jo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Te poti so bile različne. S produkcijo, ki se je enormno začela povečevati v 90-ih letih, pa smo počasi tudi mi zoreli, začeli zbirati pogum, da bi ne izdajali samo pregledne in priporočilne sezname mladinskih knjig, tega, kar pač izdajamo na našem založniškem trgu, temveč da bi zmogli tudi to produkcijo ne le evidentirati, temveč jo tudi vrednotiti. In tako smo okoli sebe zbrali tudi sodelavce, to so v glavnem zunanji strokovni sodelavci, ki smo jih za to delo tudi počasi vzgojili, usposobili. Prihajajo pa seveda iz vrst mladinske književnosti, iz mladinskega knjižničarstva, so kritiki na področju mladinske književnosti, so poznavalci ilustracije, oblikovanja. Poleg tega pa za najrazličnejše preglede znotraj knjižne produkcije se zatečemo tudi po pomoč kredibilnim strokovnjakom, ki poznajo določena področja, zlasti tista, ki jih določena letna produkcija izpostavi. To je pa neke vrste še dodatni strokovni pregled ekspertov, ki nam pomagajo pri vrednotenju, sploh pa pri tistih knjigah, ki kandidirajo za to, da bodo postale zlate hruške ali pa so celo kandidatke za priznanje zlata hruška. Torej, kako smo začeli, kot vidite, da je zraslo tole mogočno drevo, je bilo treba dati dobra hranila, dobro zemljo, dobre vrtnarje. Torej, ob tem je bila potrebna pa seveda dolgoletna evolucija, da smo zmogli in znali priti do sem, kjer smo, in da bomo zmogli in znali iti še naprej. Vsako leto nam prinese nekaj novih uvidov, nekaj novih vprašanj, ki jih strema v vsakem priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig. Tisti, ki nas spremljate že dolgo časa, se boste spomnili tegale smajlija, s katerim smo leta 2003
začeli izpostavljati knjige, ki so sedaj Zlate hruške, pa potem emblemov Zlate hruške, da smo potem prišli do Stepančičevih nalepk in Stepančičevega drevesa. In če grem naprej, kaj je Zlata hruška? Zlata hruška ni samo Mestna knjižnica Ljubljana, kjer Zlate hruške domujajo zares, ni doma samo v prostorih Pionirske, kjer zaposleni v Pionirski in na mladinskem oddelku knjižnice Otona Župančiča snujemo, se celo leto pogovarjamo, pregledujemo knjižno biro. Zlate hruške niso samo uredniški odbor, ki ga sklicujemo v Pionirski knjižnici zunanjih sodelavcev, temveč ste Zlate hruške tudi vi, dragi sodelavci na terenu, tako po mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, tako kot dragi kolegi v šolskih knjižnicah, tako kot vi, vzgojitelji v vrtcih, ki nam pomagate pri delu z zelo majhnimi otroki. Zlata hruška ste tudi vi, starši, stari starši, ki delate, ki vzgajate otroke. Strokovni delavci, tu mislim na psihologe, na pedagoge, ki delate kot svetovalni delavci, bodisi v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah. Torej, Zlata hruška smo mi vsi, ki pomagamo na terenu ozaveščati otroke, mlade, da je pomembno tudi to, ne samo kaj jemo, v kakšna oblačila se oblačimo, tu mislim na zdrava oblačila, na trajnostna oblačila, ne na hitro modo, ne na junk, fast food, ampak tudi na kakovostno branje, s katerim hranimo svojega duha. In če kdaj, je otroštvo tisti čas, tisti temelj, kjer se vse začne, tam, kjer moramo staviti vse svoje moči, vso svojo energijo, vse svoje znanje in kreativnost, da bomo v sodelovanju vseh vas zmogli pridobiti takega bralca, takega otroka in mladega človeka, ki bo tudi odprt do sočloveka, ki bo počasi zmogel tudi si ustvariti svoje lastne mnenje, ki ne bo zgolj neko poslušno orodje, izvrševalec ukazov, pri tem mu bo pomagalo še kako tudi branje. Branje, ne katerokoli branje, temveč branje kakovostnih otroških in mladinskih knjig, da bo ustvarilo človeka, ki bo premogel ne samo razum, temveč tudi srce, ki bo empatičen do sočloveka, do svojih vrstnikov, do starejših, do svojih staršev, vzgojiteljev in učiteljev. To bi si želeli doseči. To si želimo doseči s sodelovanjem z vsemi vami, ki ste akterji na področju branja, bralne pismenosti, na področju, tudi na katerihkoli drugih področjih, športa, prehrane, ki delujete tudi v vzgojnih zavodih, kjerkoli, vsi se lahko združimo ob Zlatih hruškah, sodelujemo, se povezujemo in pomagamo našemu otroku in mladostnikom pri rasti. Na mojem PowerPointu vidite tudi mlade, ki kramljajo ob drevesu Zlata hruška, to so bili tako imenovani facebookerji, ki so se zbirali v Mladinski knjigi, trgovini v ljubljanski knjigarni Konzorcij. V enem takšnem tednu Zlatih hrušk v mesecu januarju pa smo jih gostili tudi v naši knjižnici in so se srečali z mladimi iz vse Slovenije, ki so prišli k nam in v knjigarno Konzorcij na obisk. Torej,
Zlate hruške, kot vidite, nabrali smo nekaj prezentacij, ne domujejo samo v Mestni knjižnici Ljubljana. Ponosna sem na to, da nam jih je v toliko letih, recimo, če pogledam na čas 10 let, kar je veliko časa, veliko vode je preteklo od sedaj, hkrati pa na nek način, to vemo mi vsi, ki delamo na takšnih dolgoletnih projektih, ni zelo veliko časa, pa vendarle smo nekaj že dosegli, da najširša javnost že sluti, že ve, da je že videla zlate hruške, recimo na najrazličnejših terenih. Poglejmo, tukaj imamo na spletu, torej v šolski knjižnici, na osnovnih šolah, v srednjih šolah, torej v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic. Zlate hruške so izšle iz našega priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih izdajamo v Mestni knjižnici Ljubljana. Hvala vsem vam, ki jih prinašate v svoja okolja, ki jih nabavljate. Zahvaljujem se tukaj na tem mestu Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki jih že vrsto let sofinancira in nam pomaga, da lahko na nek način lažje jih izdajamo, lažje vabimo k sodelovanju naše uredniške moči, avtorje, ki jih poprosimo za sodelovanje, komisije. Torej, zelo dragoceni in pomembni sodelavci so kolegi na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Zlate hruške torej izhajajo in prihajajo tudi na ulico. Tukajle se vam sveti v mojem PowerPointu predstavitev, lahko bi rekla, po mojem mnenju, v eni najlepših galerij, skoraj na cesti v Ljubljani. To je razstavna vitrina mladinske knjige, knjigarne Konzorcij v Ljubljani, na Slovenski ulici, cesti, kjer vsako leto v mesecu januarju popraznujemo, zdaj ne več samo teden, ampak kar mesec zlatih hrušk. Vsako leto nam zgodbo ob zlatih hruškah pomaga splesti eminenten ilustrator, ilustratorka. Lansko leto smo se družili s Hano Stupico, še prej z Milanko Fabjančič, z Damjanom Stepančičem. Letos bo to Maja Kastelic. Res se zahvaljujem sodelavcem, zlatim sodelavcem, bi tudi lahko rekla, v knjigarni Konzorcij, Mladinski knjigi Trgovina, ki zlate hruške ne prenesejo samo v njihovo knjigarno, ampak kar po celi knjigarniški mreži knjigarne Mladinska knjiga. Torej, če se malo pošalim, pa vendar to velja v resnici, od Pirana pa do Goričkega, torej po vseh straneh neba naše Slovenije, tam je prisotna tudi celo leto promocija zlatih hrušk, na plakatih, simbolično z drevesom, ki ga je zasnoval skupaj z nami ilustrator Damjan Stepančič, z zgibankami, ki jo tudi vidite na PowerPointu, ki jo izdamo v velikanskih nakladi, da res doseže kar se da široko javnost, otrok, mladih, staršev, starih staršev, torej zgibanka, ki jo bomo tudi letos izdali, da jo vzamemo v roke, gremo z njo v knjižnico, gremo z njo v knjigarno, po knjige, ki si jih bomo izposodili, po knjige, ki jih bomo kupili zase, pa za dar svojim najljubšim ljudem. Torej za doma, tudi za domačo knjižnico, ki jo gradimo. Zlate hruške so preverjena izbira, z njimi ne bomo zgrešili. Tako veliko jih je, da je kar težko odbrati, s čim bomo obdarili sebe in svoje ljube ljudi. Torej,
Zlate hruške moram reči, da sem zelo ponosna, pa so doma tudi na RTV Slovenija, torej tudi na televiziji so doma. Že vrsto let, recimo skozi sodelovanja pri najrazličnejših oddajah, pri katerih smo sodelovali, tu mislim na Križ kraž, tudi na knjigožerje, knjigožerčke. Moram reči, da sem izjemno ponosna na sodelovanje, ki smo ga spletli z malimi sivimi celicami, z uredništvom, za kar se res zahvaljujem malim sivim celicam, čudoviti urednici Maruši Prelesnik Zdešar, Niku Škrlecu, ki je voditelj te oddaje, vsem mladim tekmovalcem, ki sodelujejo v njem, in čestitke še enkrat ob tejle priložnosti malim sivim celicam za en lep jubilej, za četrt stoletja, 25 let življenja. Zdajle z moje strani moram reči tudi zato, ker male sive celice spodbujajo ne samo tekmovanje, ampak tudi sodelovanje, tudi branje zlatih hrušk, branje kakovostnih mladinskih knjig. Objavljajo se prebrane celice. Jaz bi vas lepo prosila, da kar zdajle ali pa po današnjem ogledu znotraj ABC bralne pismenosti kliknete, si vzamete čas zase, zato da preverite tudi to, kaj vse počnemo v Mestni knjižnici Ljubljana, še kaj več o zlatih hruškah, podgledate utrinke z naših praznikov zlatih hrušk, pogledate, koga vse smo gostili, katere založnike, katere eminentne avtorje mladinske književnosti smo celo imeli na odru v Cankarjevem domu. Petri Panesa bi tukajle z ponosom omenila, Marijo Par bi tudi omenila, ki se je pogovarjala z nami ob priročniku Od gnezd do zvezd z našo tudi zlatohruškarsko avtorico Natašo Konc-Lorencuti, pa z voditeljem Boštjanom Gorencem Pižamo. In če vam zdajle naštejem za nekaj sezon zlatih hrušk, kaj vse so kolegi v malih sivih celicah že promovirali v začetkih oddaj, ki promovirajo tudi zlate hruške, bi lahko prebrala naslednje. Torej, v sezoni 2019-2020 so kolegi Nik, urednica, mladi promovirali v 26 oddajah odlične zlate hruške. Torej, do konca sezone 2021, do konca leta bo objavljenih še 11 oddaj, kjer bodo seveda promovirane tudi zlate hruške. Vsega skupaj kar že enih 37 oddaj. Po novem letu, torej do konca junija, pa bo na sporedu še 21 oddaj, kar je fenomenalno. Promovirane so zlate hruške tudi na Facebooku. Vsak ponedeljek ali torek so objavljena povabila k branju. Pri teh oddajah v živo, kot boste videli, je zastavljeno tudi nagradno vprašanje, poklanjajo se tudi odlične knjige, torej zlate hruške, vabi se k sodelovanju zlate založnike in vedno se vsebina objavlja tudi na Instagramu. In poglejte, lepo prosim, jaz vam v temle trenutku, ker baziram na svojem PowerPointu, na YouTubu, lahko tudi ogledate prebrane celice. Veliko jih je, res priporočam pogovore Nika Škrleca z mladimi, ki so neverjetni mladi ljudje, kako so se zmožni pogovarjati, kako poglobljeno, zrelo
ob temah, ki jih izpostavljajo zlate hruške, tako da jaz se ne borim za prihodnost branja, tudi branja zlatih hrušk ne. In ne bojim se tudi za prihodnost, kajti ti mladi jo zagotavljajo. No, kot sem že omenila, v leto 10. obletnica zlatih hrušk, 10. obletnica podeljevanja priznanj zlata hruška, torej zlatohruškarsko 20. leto 2020, pa je tudi priložnost, da smo te aktivnosti ob drevesu zlata hruška v mestni knjižnici Pionirska samo še intenzivirali. Rekli smo si, da želimo z njimi še bolj priti na teren, preveriti tudi naša predvidevanja, naše domneve, ali res si samo domišljamo, ali res živimo na terenu, kje smo v Sloveniji, in že z anketo ob obletnici mladinskega knjižničarstva smo tudi preverjali situacijo, kje smo v Sloveniji z zlatimi hruškami. Zdaj, v jubilejnem letu moram reči, da smo pripravili ankete, ki smo jih dali v izpolnjevanje tako mladinskim knjižničarjem po celi Sloveniji, tako založnikom, koščku staršev in seveda zlatim založnikom. Izrisal se nam je takšen zemljevid zlatih hrušk, na katerega smo kar ponosni, ampak šli bomo z našim delom seveda še naprej. Žal nam je v sredini leta, v pomladnih mesecih, ko smo nameravali izsledke predstaviti na simpoziju v mesecu aprilu v mestni knjižnici v Ljubljana z naslovom Ugriznimo v zlate hruške. Torej, epidemija nam je malo zagodla, tako da simpozij prestavljamo, upamo na dobre čase, na pomlad v letu 2021. Enako se je malo zaustavil tudi potek branja zlatih hrušk na terenu. Mi smo zlate hruške dali na teren v določene skupine, da delajo z njimi, da jih preverimo, tako v vrtcu, tako v osnovni šoli, kot na gimnaziji, kot na medgeneracijski skupini. In potem smo želeli vse te kolege, ki so delali z otroki, z zlatimi hruškami, jih pripeljati na simpozij v Pionirsko, jih slišati, tudi vi, povabljenci, da nam predstavijo svoje bralne prakse, kaj vse so znali in zmogli delati z zlatimi hruškami, kaj vse so zmogli in znali pridobiti od otrok in mladih, zbrani ob knjigah Zlata hruška, ob drevesu Zlata hruška. No, to vse bomo prikazali v mesecu aprilu in že kar vnaprej vas vabim na dogodek. Upam, da nam bodo časi mili, tudi zdravstvena situacija. Zdaj pa, če pogledamo na 10 let zlatih hrušk priročnikom v Sloveniji, to je seznam, tu je nekako zemljevid naše kokoške, naše Slovenije, narejen na osnovi osrednjih območnih knjižnic OKM s pripadajočimi občinami. Z rumeno barvo smo izrisali, beležimo tudi način, torej prodajo priročnika oziroma prisotnost priročnika z rumeno barvo. Rumena barva pomeni, da je ta priročnik v občini naročila splošna knjižnica, zelena barva pomeni, da je priročnik v občini naročila osnovna šola, osnovnošolska knjižnica
ali pa svetlo modra turkizna barva, kot vidite v celovcu oziroma v celovcu je ta seznam naročil nek drug naročnik. Seveda je tudi darovanih izvodov precej po Sloveniji. Zdajle vam prikazujem pa anketo, ki sem jo že prej omenjala, da smo jo izvedli po slovenskih splošnih in šolskih knjižnicah. Vidite, koliko ogromno odgovorov smo pridobili, 388. Tu smo se obračali tudi na krajevne enote splošnih knjižnic, tudi osnovne šole, velika količina, tudi kar nekaj srednjih šol nam je odgovarjalo. Tukaj pa se vidi barvno označeno, čemu oni dajejo težo, če pogledajo na nas, torej na mestno knjižnico, na Pionirsko, po čem smo jim pomembni. Modra barva je simbol priporočanja, rdeča barva simbol najrazličnejše pomoči, ki jo nudimo, zelena barva je nekako asociira izobraževanje, strokovno sredo, priročnik je označen z vijolično barvo in zlata barva, ki se mi zdi, da kar izstopa iz teh kvadratov, pa simbolizira zlate hruške. In vesela sem ob tehle barvah, ki se nam kažejo, ki so nam na nek način potrditev, da smo nekako na pravi poti in da imamo tudi kar veliko odgovornosti za delo naprej v prihodnosti. Zdajle pa vam prikazujem anketo, ki je čisto sveža, ki jo prikazujem tudi prvič med zlatimi založniki. Anketo, ki smo jo izvedli v marcu letošnjega leta. Veseli smo, glejte, prvo vprašanje, tudi založnikom so zlate hruške pomembne v 71%. Zdaj, rekla bi tudi zakaj, nekaj odgovorov. Zato, ker izpostavljajo, citiram njihove odgovore, ker izpostavljajo dobre knjige, ker usmerjajo pozornost kakovostni mladinski in otroški knjigi, ker nam dajejo potrditev, da so knjige, ki jih izdajamo, kvalitetne, so priznane za naše delo, za založbo, za avtorje in za ilustratorja so izrednega pomena. Zdaj, drugo vprašanje, ali Mestna knjižnica Ljubljana z zlatimi hruškami prispeva k promociji vaših knjig, je tudi odgovor tak razveseljiv. Kaj bi si še želeli, pa so odgovori naslednji: večja prisotnost zlatih hrušk v medijih. Pristavim, to bi si želeli tudi mi, ampak nekako to ni ravno v naši moči, kot je v moči medijev, ki se nam zdi, da so v teh časih obrnjeni čisto drugam kot k nam, ki predstavljamo neko kulturo. Včasih se počutim, da smo malce tudi marginalni za to področnost. No, tudi založniki si želijo, da bi bile splošne knjižnice še bolj pripravljene podpirati in sodelovati pri promociji zlatih hrušk. Založniki so nam kar odkrito zapisali, da so vsako leto tudi malce žalostni, da naštejejo vsaj 5 splošnih knjižnic, ki recimo ne kupijo knjige, ki je dobila v tistem letu znak zlata hruška. Založniki pravijo tudi, da zlata hruška zelo pripomore k prodaji njihovih knjig v nekem manjšem deležu, ampak seveda tukaj imamo in mi, kot vidimo po raznih najnovejših bralnih raziskavah, Knjiga in bralci 6, Slovenci kot narod imamo tukaj en generalen problem, sploh ne kupovanja knjig, seveda so tukaj tudi zlate hruške, en delček te zgodbe, ki bi jo morali počasi izboljšati.
smo tisti, ki si sposojamo knjige v svojih knjižnicah, ponosni smo, res lahko na mrežo svojih splošnih knjižnic, ampak upada nam tudi malce branje v splošnih knjižnicah v minulem letu, sploh pa kupovanje knjig, ne samo Zlatih hrušk. No, vprašali smo, ker smo mislili, da bo knjižni sejem leta 2020 tudi realiziran v živo, tudi založniki so zato, da bi bile na sejmu prezentirane razstave vseh slovenskih nagrad in tudi priznanj za mladinske knjige, tudi priznanja Zlata hruška. No, kakšna pa je slika po slovenskih splošnih knjižnicah v anketi, ki smo jo enako zastavili po slovenskih splošnih knjižnicah in dobili vrnjeno anketo iz 49 splošnih knjižnic. Vidite, da smo našo domovino kar lepo že pokrili z Zlatimi hruškami. Bili bi še bolj veseli, da bi v jubilejnem letu 2020 pokrili še kakšno belo liso, ki bi jo morali pokriti ali pa v prihodnem letu. Pri čemu vse so jim pomoč Zlate hruške, kot vidite, pri pripravi programov, tudi pri drugi promociji, pri seznamih, bralnih seznamih, pri družinskem branju, pri nabavi gradiva. Tukaj apeliram, priročnik Zlate hruške so pogled na biro, knjižno biro minulega leta, knjigometer, to je pa res grobo sito, ki ga najdete na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana, Pionirska, pa je prikaz res zelo dobrih in odličnih knjig tekočega leta, torej leta 2020, ki jih velja kupiti za vaše police šolskih mladinskih knjižnic, tudi za vrtičkarske knjižnice, za domače knjižnice, ki jih velja kupiti sebi ali pa v dar. Kot vidite, pomagajo pri obiskih vodenih skupin, pri izposoji, pri uri pravljic in zelo različno. Jaz bi mogoče še kakšen pohvalen vidik izpostavila, ki so nam ga zapisali dodatno kolegi. Pa citiram: starši so hvaležni, da se dobre knjige izpostavi z nalepko Zlata hruška. Zlate hruške uvrstimo med knjige, ki sestavljajo stalno razglavo v knjižnici. Izbor Zlate hruške v naši knjižnici v pomoč pri različnih knjižničnih dejavnosti, ne samo pri izposoji. Hruškaste knjige naj bi bile sinonim za kvaliteto, za tisto branje, ki ponuja več kot samo golo zgodbo. Tudi zato so Zlate hruške res zlate in tako naj tudi ostane. Zlate hruške so pomemben dejavnik dviga bralne pismenosti in literarno-estetskega nivoja bralcev. Vaša dodelitev hrušk se precej ujema z našim vrednotenjem. Zelo dobra izbira Zlatih hrušk, včasih zelo težko tematiko, o kateri marsikdo ne želi govoriti, zato je nam knjižničarjem precej lažje, če vi rečete, da je to dobro. Z dolgoletnim bibliopedagoškim delom smo dosegli prepoznavnost Zlatih hrušk tako med otroki kot tudi med starši. Za temi oznakami je veliko strokovnega znanja in predvsem strokovne verodostojnosti. Javnosti prinašajo informacijo in zavedanje o pomenu dobre leposlovne in poučne knjige. Pomembna je podpora Zlatih hrušk s priporočilnimi seznami in sistemom vrednotenja in geslenja. Vse slovenske bralne akcije se nam zdijo zelo smiselne, organizirane za različne bralne skupine, in kadar bi vključevale vse nagrade, na primer večernico, desetnico, Zlate hruške, Levstikove nagrade, izvirne slovenske slikanice. Kljub morebitnemu občasnemu nestrinjanju gledamo na projekt Zlata hruška izredno pozitivno naklonjeno in izrekamo veliko priznanje vsem, ki sodelujete. No, vidite, anketa nam je pokazala neko zrcalo, neko pogled, hkrati nam dala energijo za naprej, nam dala vsem tudi nek pogum za še več sodelovanja za naprej.
na kar se obračamo po pomoč tudi vsem vam. No, košček utripa staršev bi želela tudi pokazati, a ne. Tudi starši so tista publika, na katero se želimo še mnogo bolj kot kdajkoli obračati, tudi z promocijo Zlatih hrušk bralcem. Pri nas na našem mladinskem oddelku, tudi iz knjižnice Antona Tomaža Linharta imate nek prikaz, a ne, staršev, lahko bi rekla, bi povedala tudi nekaj od suportov staršev, da so odličen izbor, da so zanimive, da so poučne, in kot vidite, v velikem številu so tudi kdaj sami prebrali knjigo z znakom Zlata hruška. No, pri nas promoviramo branje Zlatih hrušk staršev tudi z mislijo kultnega urednika Vasja Cerarja pri Mladinski knjigi z vizionarskimi mislimi. Žal ga danes ni več med nami, ampak glejte, pa ga pocitiram. Zapisal nam je te svoje misli v enega od priročnikov za branje kakovostnih knjig, pa bom prebrala njegov citat. Spominom na dragega kolega Vasjo. Takole je zapisal: vseeno je nekaj otroških knjig, ki bi jih moral prebrati vsak odrasel človek, tudi če ni učitelj, knjižničar ali roditelj. Dokler jih ne prebere, ne bo resnično odrasel, ker ne bo vedel, kako daleč seže domišljija, koliko lepega se ga da povedati tudi s preprostimi besedami, kako pogumni in lahko mladi junaki so, kako sočne so lahko zbadljivke, kako smešen je ta svet, če ga pogleda skozi otroške oči, in kako žalostne brezgotine se včasih skrivajo na mladih srcih. In če vam množica knjig v knjigarni ali knjižnici še ni dovolj, bodo založbe vsako leto natisnile kup novih, še boljših in še bolj zanimivih knjig. Konec citata. Jaz bi rekla Zlatih hrušk tudi. No, ne bom ponavljala, kje in kako rastejo zlate hruške, kakšna je njihova statistika, ki je mogočna, pa vendar vidimo, da z zlatimi hruškami tudi premikamo nekako stanje na založniškem trgu. Vidimo, da, glejte, kot vidite, tukajle imamo prezentacijo. V letošnjem letu smo vrednotili 835 naslovov knjig na slovenskem knjižnem trgu. Razmerje poučne in leposlovne je čez leta kar enako, 18% poučnih in 82 leposlovnih knjig, torej sanje 60% za leposlovje in zlasti 40% za poučne. Ne vem, ker je priporočilo v standardih, kdaj bomo dosegli, ampak vendarle razmerje se kaže tam zelo podobno. Moram reči, da sem ponosna, da smo v letošnjem letu prepoznali 101 zlato hruško, kar je več kot minula leta, in da vendarle je ponudba dobrega boljša od ponudbe slabega. Smo v razmerju 56% proti 44%. Ko smo začeli, je bilo to razmerje drugačno, obrnjeno na glavo. Reči moram, da se ne bojim za prihodnost, pa vendarle se sprašujem, kako naprej. Tukaj pa se obračam na suport, na sodelovanje nas vseh, da sodelujemo tudi zato, da podpiramo torej branje odličnih knjig, torej za otroke in mlade, da usmerjamo, apeliramo k branju tudi starše,
druge strokovne delavce, da podpiramo tudi založnike s tem, da kupujemo bodisi za šolske knjižnice, mladinske knjižnice, za domače knjižnice. Vem, da je ta malha vsako leto manjša, tanjša, da se je treba odločati, ampak dajmo se vendarle odločati za dobro, za vredno, za tisto, kar bo živelo vrsto let. Dajmo torej podpirati Zlate hruške. V tem trenutku so dovoljene tudi sanje. Upam si iz prikazov prisotnosti Zlate hruške, iz naše matere kokoške Slovenije tudi sanjati o Zlati hruški kot o vseslovenski nagradi, kot neki vseslovenski knjižničarski nagradi, kot neki Carnegie medal, recimo. Vesela sem, da so Zlate hruške sprejete v učni načrt slovenščine, ta osvežen iz leta 19, kot nek tak vodnik, kaže pot za strokovne delavce, ki imajo proste roke pri tem, po kakšnih tekstih, priporočenih mladinskih avtorjev segajo, izbire je res veliko. Moram reči, da v letošnjem letu, sploh pa v letu, ko žal srečevanje v živo ni nam tako možno in omogočeno, da bomo izbirali virtualne poti, kanale za promocijo Zlatih hrušk, tudi snemali jih bomo, objavljali filmčke, tudi za posamezne teme. Sanjam tudi potencialno o mladinskem priznanju moje najhruške. Vesela sem, ko knjige ovenčane z zlatimi hruškami dobivajo domače in mednarodne nagrade. Včeraj me je razveselila Ena bela vrana, knjiga Bo res vse v redu, pisateljice Cvetke Sokolov, založbe Nimiš, ki jim čestitam preko slovenske sekcije IBI, kolegice Tine Bilban, smo dobili obvestilo, da je ta knjiga Cvetke Sokolov in ilustratorke Marte Bartol, Bela vrana, ki je priletela k nam, Bela vrana, ki jo bo Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu prezentirala na prihajajočem knjižnem sejmu v Bologni, v svojem katalogu, vsepovsod. Torej čestitke založbi, avtoricam za tole knjigo. Vesela sem, ker naše Zlate hruške, govorim o sedanji beri, so kandidirane za nagrade, govorim za Večernico, čestitam Petru Svetini ob Timbuktuju. Ponosna sem, da je Peter Svetina avtor poslanice otrokom vsega sveta ob 2. aprilu in seveda Damjan Stepančič. Mi jih beremo skupaj z slovensko sekcijo IBI do konca leta 2020 in še čez. Čestitam Rozi za Rimuzine in Črkolazen, za letošnjo Večernico. Zlate hruške so bile prisotne tudi na pravkar minulem knjižnem bazarju, tudi pri razstavi Enaki v različnosti, ki so jo pripravili z kolegico Ido Mlakar Črnič in bile v delčku predstavljene tudi na razstavi. Govorim o migracijskem pojmovniku Kristine Toplak, o zidu sredi knjige, o Jane Teller in o njeni knjigi Vse. Govorim tudi o temah, ki niso tako lahke, so težke, pa jih živimo vsak dan, ob pregnancih, ob 12 korakih za okolje, zato da bo svet lepši. Torej, hvala lepa.